Nicoj vam bi rada povela eno moderno štorijo. Kako sem se jaz srečavala s čižaranščino? Zato, ker čižaranščina ni povezana samo s starimi štorijami, znaste? Čižaranščina je, lahko bomo rekli, en jezik, ki je še živ, dokler ga kakšen govori. Ja, okej. Ko sem se jaz rodila na eno nedeljo po 8, še ni bilo telefonov. Moj papa je šel si s frezo domov, si z njim in se je stavil na dome, da je lahko klical v bolnico, da bi seznal, kako je, ali je moja mati rodila. Pusto je upaljeno frezo in mojega brata, ki je imel 8 let, na njej. Moj brat kakšen bod pove, da bi bil še zdaj na oni frezi, ko ne bi prišel en zlat sosed čižaran, ki je stavil frezo in ga je peljal k papaju v štarijo. Moj papa je bil čižaran, ta pravi čižaran. Mama pa je bila iz Jugoslavije. Tako so pravili vse v Čežarjah. V bistvu je bila si Stubelj pri Kozini. Na, daleč je pa šla daleč. Jaz sem dolgo let pensala, da so Tublje Jugoslavija. Zato, ker je bila forešta, je vrevana imela probleme s čižaranščino. Ni išlo v račun, da so hlače, brješe, kucijete, hlače, da je rjava barva kafečasta in rdeča rjava. Najbolj ji ni pašalo, ko smo doma rekli hite namesto vrzi. Tega šentembra bo 40 let, odkar sem v tej šoli začela 1. razred. Ker nisem bila v vrtci, je bila moja mama dosti v strahe, kako bo si z mojo slovenščino. To pa je zato, ker so tabot tovaršice, ki so tudi leti, v šoli tele, da v šoli govorimo v zbornem jeziku. Najprej sem bila ustrahenka jaz in sem mogla pensati prej, ko sem povela kaj po slovensko. Pole je šlo ko po masli. In pomalin smo hitli kakšno po domače, samo še doma si z mojim papajem. Tako smo tabat rasli gor v tej šoli. In nanka med pauzo nismo govorili po domače. Mi ne. Zato, ker je dosti otrok preselilo se iz drugih krajev, tudi moja zlata soseda je prišla, in oni so znali govoriti samo v zborni slovenščini. Prvi bod, ki me je prav stisnilo pri srca, da tako ni prav, je bilo, ko sem prvi bod domov pripeljala mojega moža. Poleg, ko se je pogovarjal si z mojim papajem, me je vprašal, ma kaj je povedal tvoj papa?